Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji Mura Raba Tour nas je pot popeljala v Gornjo Radgono na festival vodnih doživetij ter na cvetoča polja posebne vrste sivke, tako imenovane bakovke. Ob valovih mejne reke Mure je v sklopu projekta Mura Raba Tour potekal festival vodnih doživetij. Obiskovalci festivala so lahko uživali v spustu po reki Muri, izbirali med lokalnimi izdelki pestre sejemske ponudbe ter poizkusili ribjo čorbo. V sklopu festivala vodnih doživetij je na ploščadi ob mostu pri reki Muri potekala turistična tržnica Mura Raba Tour, na kateri so se predstavili rokodelci, pridelovalci domačih pridelkov in izdelkov, ponudniki vrhunske kulinarike ter ponudniki butičnih izdelkov iz Slovenije in Madžarske. Žal je tako, da se zelo malo povezujemo, ne? In to, kar je danes tu, je za pozdraviti. Lepo je in jaz sem srečen, ko ste me pozvali. Če bomo sodelovali skupaj delali s sabo, ene drugomu zaupali, mislim, da moramo uspeti. Morebiti, če poveste še, s čim se pa vi danes tukaj predstavljate, kaj je vaša osnovna dejavnost in kaj lahko obiskovalci danes tukaj tudi od vas dobijo, si ogledajo, morebiti tudi nakupijo? Glavno imam standardne izdelke od košar, opletenih steklenic, nekaj lesenih izdelkov, potem, kako bi povedal, lahko dobi informacijo, naprimer pri meni lahko tudi dobiš delavnico, da se nekje naučiš plesti in lahko grem tudi na dom na delavnico ali na ustanove, bilo kam in kakšni so materijali, pridobivanje materijalov, izdelava raznih stvari. Mnenja, da smo le s sodelovanjem in povezovanjem lahko močnejši, je tudi sadjarstvo Ficko iz Rogaševec, ki se je na dogodku predstavilo z odličnimi izdelki iz domačega sadja. Ne samo ta dogodek, tudi to povezovanje nasploh je zelo dobro. Ne samo za nas, nasplošno za vse. Nam pa sigurno prinese dosti dobrega, od prodaje do prepoznavnosti. Pa če se nekoliko ozreva še na vašo ponudbo, s čim se danes tukaj predstavljate, verjetno z izdelki, ki jih ponujate tudi drugače skozi vse leto. Kaj je v bistvu to? Tako, mi smo sadjarska kmetija, nimamo samo sadjarstva, ampak imamo nasplošno tudi, predelujemo tudi poljedelstvo in smo kmetija, katera doma pridela, tudi vse predela. Tako da kaj zraste pri nas, to potem damo v kozarčke, steklenice, tako da danes pa se predstavljamo tukaj z delom naše proizvodnje, ki imamo, to je samo en del, doma imamo tega še več, ampak ti izdelki so tisti, kateri se najbolj prodajajo. Morebiti, če naštejete, kateri so ti izdelki, kaj vse je moč dobiti? V prvi vrsti seveda marmelade, po katerih smo tudi prepoznavni. Imamo marmelade z ene vrste sadja, mešane marmelade. Zadnji 2 leti pa smo prodrli na tržišče z marmeladami brez sladkorja in te so trenutno ene najbolj prodanih naših artiklov. Seveda pa niso samo marmelade, kaj predelujemo, ampak tudi žganja, ker imamo lastno žganje kuho, pa potem likerji delani na domači način, naravni sokovi, naravni kis domači, glavnem vse, kar se iz sadja da narediti. Ponudbo na tržnici ponudnikov Mura Raba Tour je dopolnila tudi pestra ponudba izdelkov iz keramike. Pod fino keramiko sve Fanči in pa Nives Bratkovič, ukvarjava se pa z izdelki iz gline, delava ročno narejene izdelke iz rjave in pa bele gline. V najni ponudbi se najde nekaj skodelic za sadje in pa za kosmiče, potem pladnji za pecivo, skodelice za kavo in pa tudi nekaj nakita. Nočiče vidim tvoj obraz, sprašujem se, ki si ti in ki sem jaz. Spomine tebe meni še živi, nekje v tej sobi še vidno si. Julija, tebe se
današnjem času se mi zdi zelo pomembno, da se tudi manjši ponudniki predstavljamo na takšnih festivalih, kot je današnji. S tem si tudi širimo mrežo in pa nova spoznanstva. V zavodu Kocljevina pa povezovanje vidijo kot zrnce soli, ki je pomembno začimba v upravljenem delu in trudu. Pa to so ti novi modeli ali pa novi pristopi, ki se v zadnjem času zmeraj bolj uveljavljajo in prisotni smo zaradi tega, ker menimo, da je cum grano salis, da je tu zrnce soli in da je treba na tak način delati. Na festivalu pa ni manjkalo niti dobre ribje čorbe iz rečnih rib, ki so jo tokrat pripravili partnerji iz Madžarske. Odlični hrani pa je prijalo tudi dobro pivo, ki na našem trgu šele išče svoje poti in pridobiva na veljavi. Mi smo ponudnik piva na slovenskem trgu. Pivovarna, kot jo danes predstavljamo, izhaja iz Češke. Gre za najbolj prodajano češko pivo v Evropi. Staropramen, in to je bil danes naš namen, seznaniti vse obiskovalce z drugačnimi pivi, z drugo kvaliteto in to. Katera vrsta piva ponujate? Danes imamo tukaj torej 4 vrste piva, temno, nefiltrirano, granat in pa svetlo. Festivala vodnih doživetij s spustom po reki Muri so se udeležili tudi predstavniki programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska, strani katerega je sofinanciran projekt Mura-Rabatur, v sklopu katerega je potekal festival vodnih doživetij. V naših projektih se večkrat najde tudi dosti projektov, ki podpirajo to tako imenovano people-to-people projekti, kjer želimo, da se meja zbriše, da se ljudje družijo, v bistvu odpiramo meje. Ampak mislim, da je najbolj bistveno, da ljudje tu uživajo, ne glede na to, odkot prihajajo sredstva, ampak tudi živijo to okolje, to neokrnjeno naravo, da malo sprobajo neke druge aktivnosti, ki jih mogoče drugače tudi ne bi. Tako da z našega stališča je to vedno super. Mojega osebno, pa jaz sam prihajam z Mariborja, pa vedno rad pridem v Pomursko regijo, pa da se imamo lepo. Med Bakovci in Dokleževjem, v bližini starega Lukačovega mlina, si lahko ogledate netipičen nasad za Panonsko nižino, nasad sivke, ki je dobila ime po kraju, v katerem raste. Pridružite se nam v opojnosti vonjav. V naših oddajah Mura-Rabatur smo tako prispeli in priromali povsem na levi breg reke Mure. Dobesedno, kajti za nami je nasip, ki povezuje kraj Bakovci in Dokleževje in je nekako odlična destinacija za kolesarje, ljubitelje narave, ki pridejo semkaj. In v bližini starega Lukačevega mlina potem zavonjajo sivko. Netipično za Panonsko nižino, sredozemska rastlina, ki pa je našla tukaj svoje mesto z kmetijstvom Kovač, ki je tukaj pred dobrimi 4 leti zasadilo prve sadike sivke, lavande. In danes vas povabimo, da si ogledate to znamenitost dežele ob Muri. Poletni meseci so kot nalašč, da dober streljaj od Bakovcev obiščete nasad sivke, lavande, kmetijstva Kovač ter uživate v opojnosti vonjav ter v neokrnjeni naravi. Odkot zamisel, da bi sredozemska rastlina našla domovanje na prekmurskih tleh, je pojasnil Bojan Potočnik z kmetijstva Kovač. To je bila nekako mladostniška želja, že. Tudi zaradi posnetkov, zaradi obiska Provence, v bistvu dan danes domovine te sivke mediteranske rastline. Pogoji so tu bili, predvsem zaradi dolžine njive in tako. In ta ideja je rasla, na koncu smo se odločili in posadili. To je prava sivka angustifolia, užitna. Teh vrst je približno okoli 16, kot ste omenili. Je pa tudi oni križavec lavandin, tistega okoli 160 vrst. Odločili smo se izbirati zaradi kvalitete samih izdelkov, potem eteričnega olja in zaradi tega, ker ta vrsta sivke prezimi pri nas zdrži tudi do minus 20-25 stopinj. Pod imenom lavanda poznajo sivko v večjem delu Evrope. Slovenci smo ji nadeli ime po barvi, ki je bila na avtohtoni ozkolistni rastlini rastoči v slovenski Istri, bolj siva kot pa današnja vijolična. Današnja barva pa je intenzivnejša in je pridobljena s križanjem in s plemenito vzgojo.
Nam se že najbolj priljublja sivka, ne? Je najbolj pri nas razširjena, najbolj poznana. Mednarodni izraz je, da tudi mi v naših prospektih bolj navajamo lavando, ne? Ker so le tudi tu je bližini Madžarska, Avstrija so bolj navajeni tega izraza. Ker gre za nasad sivke, v njem je približno 18 000 sadik, so le-te zasajene nekoliko drugače, kot jih sadimo ob naših domovih in na vrtih. Konec meseca junija oziroma julija pa je tudi tisti čas, ko sivko pri Kovačevih požanjejo. Že samo sajenje sivke za taki plantažni sistem, ne, smo mi naredili, da smo jih malo bolj skupaj sadili, zato da je samo en grm zaradi obiranja strojnega, ne mogoče potem ob strani pobrati. Imeli smo srečo, da smo z Kitajske dobili en stroj, ki ga tam uporabljajo za žete obiranje čaja. Naredili smo si v hiše in je zelo praktično, s tistim oberemo. Sama sivka rabi 3 leta do polne rodnosti, ima približno kakšen meter premera, ne? In kot rečeno so sajene bolj skupaj, da je to dosti lažje potem obirati. Žete obiranje pa se opravi, kot ste rekli, konec junija, začetku julija, odvisno tudi od vremenskih razmer. Mora pa biti zelo suha, ne? Najmanj 2-3 dni mora biti lepo vreme, suho vreme, da se suho obere in takrat je potem čez pol ure, 1 uro, če je v kotlu, je največja vsebnost eteričnega olja. Približno najmanj kakšnih 10 cm se mora pustiti zelene rastline. Poberemo zgoraj cvetove, noter v leseni del pa ni dobro rezati, ker tam potem ne raste več, ne poganja naprej. Uporabnost prave sivke, lavande, langostifolije je mnogostranska. Eterično olje se uporablja v zdravstvu za razkuževanje prebavil, pomirja glavobol, stres in tesnobo, pomaga pri nespečnosti, proti prhljaju in izpadanju las, odpravlja neprijeten vonj telesa in... Na splošno je predvsem koristna, pomaga koži oziroma blagodejno deluje na kožo. Tako najbolj hidrolat, tudi eterična olja, za dišave se uporablja, ker ima zelo specifičen, močen vonj. Eterično olje sivkino, ki se lahko direktno na kožo nanaša pri naprimer pikih insektov, čebeli, se lahko direktno glavnem na kožo ne povzroča alergije. Uporabnost sivke je v kulinariki že stoletja znana. Uporabljamo jo v obliki začimb, čaja, kisa in medu. Mi ga imamo zdaj tudi po novem, sivke in žajbljomet, ki se s temi 2 zeliščama najbolj ukvarjamo. Je tega sicer premalo, da bi, tako strokovnjaki pravijo, kakšna vsebnost bi morala biti sivke v medu. Tako da mi ga delamo tako, da akacijev med oplemenitimo na sivkinih cvetovih, kakšne 3 tedne, 4 tedne, se to obrača in potem med pobere vse te pozitivne lastnosti oziroma snovi, ki ima sivka. Zaključenim skupinam po predhodni najavi postrežejo pod nadstreškom ob nasadu sivke sivkinimi palačinkami. Enkratna in zanimiva kulinarična ponudba, katere recept ni skrivnost in ga je razkril sogovornik Bojan Potočnik. Ko pripravljamo testo, že samo testo natrosimo nekaj cvetov. Sama marmelada pa se z koncentratom sivke pripravlja, tako da ima tudi marmelada zelo blagi okus po sivki. Gostje so zadovoljni, tisti, ko je poskusil, še se vrača. Na višku sezone se nasad sivke ogleda veliko število obiskovalcev, poskrbljeno pa je tudi za veliko spremljevalnih dogodkov. Sezona je kratka pri sivki, ker cvetijo 3 tedne, zdaj bo ravno začela, tako do kakega 5. 10. julija. Sicer so ljudje dobrodošli in hodijo vsak dan, čez vikende pa imamo kakšne delavnice. Prejšnjo soboto smo imeli naprimer Klapo Solaris, potem imamo te masaže obrazne, terapijo z gongojem je zelo popularna. V lanskem letu so v slikarski koloniji gostili tudi lepo število slikarjev z raznih koncev Slovenije. Tudi iz Prekmurja, iz Štajerske so se zelo, kako bi rekel, dobro počutili tudi zaradi teh kulis okoli tega starega propadajočega mlina, zaradi same sivke. So uživali in z veseljem ustvarjali.
Večji skupini obiskovalcev na željo pokažejo tudi, kako se obira žanje sivka z njihovim strojem, prikažejo destilacijo in nato še separacijo, kjer ločijo eterično olje od hidrolata. Praktično je možen ogled od jutra do večera, veseli so vsakega posamičnega obiska, za večje skupine pa... Da se najavijo, drugače so pa vabljeni in pa najbolj uživamo tu vsi ljubitelji narave. Ne? V tem miru, kljub temu, da smo 300 metrov od regionalne ceste, 3 km od avtoceste, je tu taki miren kotiček. Uživamo v miru, v petju ptičev, v vonjavah te sivke. Tako da tudi v veliki vročini, ob tisti preprosti strehi pod senco, vedno malo pihlja, tako da je čudovito. So zadovoljni, to opažamo, ker se vračajo, zagotovo pa se to ustno izročilo, kako se pove naprej, če si zadovoljen, boš seveda priporočal tudi drugemu. Gosti, ki so enkrat bili tu, se radi vračajo med opojni vojn sivke. Za vse tiste, ki pa še niso obiskali polja, pa vabilo. Dobrodošli, seveda, kot sem že prej omenil, vsi ljubitelji narave, miru. Lahko se pa tudi pri nas v tem enostavni hiški malo okrepčajo. Imamo zelo dobro sivkino limonado in sivkino palačinko. Tja, med pravo sivko in dobre ljudi vas na relaciji do Kležove Bakovci vabi tudi lična tabla z napisom Bakovka. Pod to blagovno znamko pa kmetijstvo Kovač izdeluje eterično olje prave sivke, cvetno vodico ali hidrolat prave sivke, eterično olje in cvetno vodico žajblja ter sladkega pelina, kar lahko ob obisku pri njih tudi kupite. Tokratni prispevek, dragi gledalke in gledalci, v oddaji Mura Rabatur zaključujem med izdelki blagovne znamke Bakovka, kmetijstva Kovač, med eteričnimi olji, medom, cvetno vodico in seveda šopkom lavande ali sivke, ki me bo, če kaj drugega, ne obranilo moljev. Zagotovo so danes prišla na račun v tele oddaji posebna čutila, vonj oziroma vonjave, ki jih nudi tukajle sivka za nami ob nasipu med Bakovci in Dokleževjem. Še enkrat več vas povabim, pridite v teh poletnih mesecih, to je junij, julij in avgust, in bodite v družbi res čiste, neokrnjene narave in ob čudovitem vonju sivke. Pa veselim se srečanja ponovno z vami in na snidenje do prihodnjič. Spoštovani gledalci, naše današnje potepanje zaključujemo in vas vabimo, da se skupaj z nami potepate že čez teden dni, ko bomo poročali iz festivala vodnih doživetij ob reki Rabi ter iz dogodka ob otvoritvi prenovljene karavle z Graničarskim muzejem v Čepincih. Nasvidenje!